nekaj interesa, da bi se to območje uredilo. Mi smo več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišli do ene solucije, ki jo želimo najprej vodstvoma krajevnih skupnosti predstaviti, Zaprice in Perovo, ker vemo, da obe krajevni skupnosti nimata svojih prostorov, nimata prostorov za druženje, nimata pogoje za normalno delo. Na današnji sestanek sem povabil tudi direktorja lekarne, gospoda Dionizija Petriča, ker smo se tudi pogovarjali, da bi v to območje morda umestili tudi lekarno, ki potrebuje zagotovo nove prostore, večje prostore in konec koncev tudi poslovne, oziroma, bom rekel, birokratske prostore v narekovaju, direktor ne mi zamer, v dveh sobah se na šutni stiska, vodstvo lekarne, vizija druga lekarne. Mi smo že, seveda, na krajevni skupnosti nekaj so se govorili, problem parkirnih mest je zagotovo zelo pereče in smo potem šli v izziv situaciji, kaj narediti predvsem na tem območju, še posebej se je potem pospešila priprava tega zidalca, ko smo razmišljali, ali možno umestiti tudi otroško varstvo, oziroma oddelke otroškega varstva v to območje. Glejte, vi zdaj tle, gospod Čarko, ki pripravlja OPPD, to je firma LD 2000, vam je dal območje tega urejanja, ki govori B5, ki govori, sliši pod B5, s tem, seveda, da ne bo kakšne panike, bom takoj rekel. Naš interes zagotovo ni tole vse pozidati, ampak je naše izhodišče, da zarišemo dvofaznost, torej današnja neurejena parkirišča, vključno z neurejenimi parkirišči, do urejenih parkirišč. Zakaj pa moramo obdelovati celotno območje B5? Zato, ker je to območje, ki govori, da je pretežno stanovanjska dejavnost v prostorskem planu, ali enostavno rečeno v drugo območje narisati več stanovanj, zato da dobimo v tem prvem delu, ki ga urejamo, bom rekel, več možnosti za širitev ali za gradnjo posebnih dejavnosti, centralnih dejavnosti. To je potrebno reči, da nam te rekli, da smo pa zdaj kar neke bloke narisali tamle gor, ki boste videli narisane. V osnovi pa gre za to, da so v tem delu, ki ga obdelujemo, seveda tudi, lahko tudi potem v drugi fazi, če nekdo čez 10 let hotel ta zadržat speljati ali ga ukiniti, 3 nivoje garažnih boksov, torej en nivo pod Ljubljansko, potem 7. nivo in še en nivo pod Steletovo cesto. To je izhodišče, ki smo ga tudi vse skozi zagovarjali in potem razmišljamo naprej, pravzaprav takole, tu bi moral nastati v tem delu, ki ga še enkrat rečemo, obdelujemo podrobneje, ki naj bi bil prva faza izgradnje, predvsem ta osrednji del, še enkrat rečeno, Čargo bo detaljneje potem predstavil, kaj v tem delu lahko, oziroma kaj smo razmišljali, da naredimo. Direktor lekarne je že zainteresiran, pred 3-4 leti je ta skupna lekarna nekaj dobička vložila v prenovo domžalske lekarne in seveda dogovorjeno, da v Kamniku smo tako rekoč naslednji, ki bi lahko tudi to situacijo rešili. Mi se zdaj na tej seji imamo z opustitev javnega dobra, tamle desno, na Mercatorjevem parkirišču je še, mislim, da 119 metrov našega javnega dobra. Mi bomo tole zdaj opustili, oziroma sklep opustitvi na občinski svet 3. februarja peljali in teh 119 kvadratov je naš namen, da zamenjamo, zatrampamo, kot se reče, za en delček, ki ga ima Primorje kot takratni investitor Mercatorja, tule proti tej rdeči flegi, torej v tistem delu, kjer so stopnišča, oziroma so stopnice proti zgornjemu parkirišču Mercatorja. Tega zemljišča je nekoliko več, ampak
smo se s Primorjem dogovorili, da bomo tudi to lastništvo rešili in na nek način zamenjali. Jaz uvodoma ne bi kaj več govoril, opozoril sem vas na strahove, ki se lahko pojavijo, da bomo seveda vse pozidali z ne vem kakšnimi visokimi bloki, zato bi prosil Čargo, če ti je to vizualno, malo pa vsebinsko tudi opredeliš. Zdaj, jaz bi rekel še tole. Mi se zavedamo, da je tukaj eno zaklonišče, ki ga tudi, ko se pogovarjamo z Ministrstvom za obrambo, seveda tako rekoč nimajo niti evidentiranega, tudi mi ne, in da so nekateri lastniki stanovanjskih, torej stanovanj na Zikovi in Livarski, tako rekoč so lastniki. Seveda, potem je stvar debate, če se bomo opredelili, da bomo tole na občinski svet peljali, tudi stvar debate, na kakšen način bi se ta zaklonišča se bojo itak ukinila, ampak kako bi se parkirni boksi oziroma garaže na nivoju prvem, drugem, tretjem, seveda ali tržila, ali prodajala ta parkirišča, ali dajala v najem, ali kakorkoli. In seveda, da potem so izvedbeni, bom rekel, izvedbene debate, kaj pa tisti, ki so solastniki teh zaklonišč, ali bojo imeli kakšen cenejši nakup možen teh parkirišč in tako naprej in tako naprej. Končujem moja vodna razmišljanja in prosim, Čargo, če obrazložiš ta kandidat. Še enkrat rečem, mi govorimo o celoti, ker moramo pretežno 51, torej pretežno 50% pozidanosti imeti rumena barva za stanovanjski del, ampak osredotočili se bomo na prvo fazo, ki govori, da se zaključuje na koncu teh neurejenih parkirišč. Se je v lekarni še kaj rekel? Rekel, kakšen malo drugi objekt? Pritličje je kompletno namenjeno javnim površinam. Večji del teh površin bo zasedla lekarna. Zdaj, stvar projektiranja naprej, ali bi se ta lekarna orientirala proti Ljubljanski cesti ali proti tem notranjim tržnim površinam, ki jih ustvarjajo novi objekti. V prvi etaži naj bi bili pa poslovni pisarniški prostori te lekarne. Del tega pritličja in nadstropja bi bil pa načeloma organiziran za lokal. Občina se zavzema, da bi se tle morda uredilo neko kavarno. Potem je pa drugo nadstropje in dve terasne etaži, kjer je noter mišljeno, da bi bili stanovanjske note. Tako kot sem rekel, v tem kompletnem delu, v kompletni prvi fazi, spravi tukaj v drugem nadstropju, po teh dveh terasnih etažah in etažah, ki so v tem delu južnega objekta, ne bi bilo 16 stanovanjskih enot skupaj. Zdaj, v lekarni lahko rečemo še to skupaj ne bi zasedela približno 500 kvadratnih metrov, od tega polovico poslovnih, polovico pa prodajnih in pripadajočih površin, ki jo skrbujejo za prodajalnice.